Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci. Veseli me, da smo spet skupaj in to na tem lepem mestu v našem gradu. Pred nami je zadnja letošnja razstava, s katero se člani našega društva še zadnjič v letošnjem letu predstavljamo s svojimi deli. Tukaj pred nami je razstavlja 21 razstavljavcev. V glavnem so to letošnja dela, premierno predstavljena, nekaj je morda tudi iz prejšnjega obdobja, vendar resnično v manjšem obsegu. Med nami pozdravljam članice plesnega društva Imani, in sicer članski hip-hop par Lidija Čurič in Lenja Šimunovič pod trenerskim vodstvom Tjaše Oštir, ki se nam predstavljata svojim nastopom. Lidija in Lenja, izvolite. Predstavkama in nasploh hvala za sodelovanje plesnemu društvu Imani, s katerim že kar nekaj let uspešno sodelujemo. Oni izvajajo ta spremljevalni program na naših dogodkih, mi pa vsako leto se predstavimo in sodelujemo z njimi tudi s postavitvijo scene na njihovih vsakoletnih dveh glavnih plesnih nastopih. Ta zadnji bo to soboto, no, tudi naša scena je v pripravi in jo bomo, mislim, da uspešno realizirali v soboto. Kakor tale razstava je za nami pestro tudi celotno leto. Realizirali smo vse načrtovane cilje, ki smo si jih zadali v začetku leta, tako v kiparski kot v slikarski sekciji. Realizirali smo vse kiparske, slikarske in grafične tečaje. S svojimi razstavami smo sooblikovali kulturni prostor našega mesta, kako tudi v slovenskem prostoru in v tujini, saj smo bili udeleženci nekaj mednarodnih projektov, kot na primer Extempore Ptuj, Extempore Piran, Extera Krško, mednarodna keramična razstava na Hrvaškem. Na slovenskem področju se lahko pohvalimo z udeležbo na regijski tematski razstavi Polnost praznine, kjer je bilo uvrščeno 5 članov našega društva. V Brežicah smo prisotni ves čas s 3, 4, 5 ali celo 6 razstavami istočasno. Trenutno je na ogled 5 naših razstav. 4 projekti smo sodelovali na Brežiškem oktobru, pred nekaj dnevi pa smo se vključili tudi v projekt turističnega društva Bukošek Trnec za kot pri vodenju likovne delavnice pod naslovom Kregarjev likovni kotiček. Naši člani se predstavljajo tudi samostojno ali v okviru nekih drugih dogodkov, društev oziroma projektov v organizaciji drugih organizacij. V društvu vodimo projekt Razstavljavec, razstavljavka meseca, s katerim omogočamo postavitev manjših samostojnih razstav našim članom. Naši člani se izobražujejo na različnih likovnih področjih. Tako smo se udeležili delavnice keparjenja iz lesa, več keramičnih delavnic, od tega naj omenim master delavnico na Hrvaškem,
kjer smo se spoznali s porcelanom oziroma papir porcelanom ter postopkom serigrafije, to je tiska na glino. Udeležili smo se kar nekaj odličnih grafičnih delavnic in tečajev. Kar pa želim še posebej poudariti, je dosežek naše članice Andreje Komočar, ki je letos diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Andreja, vsi ti iskreno čestitamo in te želimo vse najlepše in ustvarjalno še naprej na tvoji akademski poti. Za naše nadaljne delo je odločilnega pomena, da smo letos od občine Brežice pridobili v najem naše nove prostore. To je naš likovni atelje, za kar se občini Brežice najlepše zahvaljujemo. V likovnem ateljeju in v kombinaciji s skupnim prostorom v večgeneracijskem centru na Prešernovi 13 smo realizirali praktično vse naše letošnje likovne tečaje in delavnice, slikarske, grafične in keramične. Vanj smo predstavili našo tiskarsko prešo in ves material. V likovnem ateljeju pripravljamo razstave in vse ostale projekte, kjer je potreben prostor. Pri opremljanju prostorov so nam priskočili v pomoč naši člani, predvsem pa Osnovna šola Globoko in Osnovna šola Artiče, Krajevno skupnost Šentlenart ter Društvo Invalid. Vsem, ki so donirali opremo, material in drobni inventar, se najlepše zahvaljujemo. Dragi člani, spoštovani obiskovalci, še bi lahko naštevala dogodke in projekte, ki smo jih člani izvedli. Ne morem seveda mimo vseh, ki so nam pri tem priskočili na pomoč. Pri tem so za nas pomembni predvsem lokacije, kjer lahko razstavljamo. Če začnem najprej s Posavskim muzejem Brežice, ki je naš vsakoletni gostitelj 2 razstav, potem sta tukaj tudi podjetje Skala d.o.o. in upravna enota Brežice, kjer razstavljamo na naših kubusih, kavarna Žagar, vitrine salona La Tangerine, kavarna Rožca, park pri Domu kulture in sam Dom kulture. Zahvaljujem se vsem, ki nas podpirajo pri našem delu. Predvsem je to občina s financiranjem našega delovanja in s prostorom, ki so nam ga odstopili v uporabo. Zahvala pa gre seveda tudi Zvezi kulturnih društev in območni izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti Brežice. Hvala za vso strokovno podporo. Nazadnje, vendar ne najmanj pomembno, pa gre zahvala vam oziroma nam, vsem članom našega društva, ki s svojim delovanjem in ustvarjanjem dajemo skromen prispevek kulturi naše družbe in svojimi podobami bogatimo ta naš prostor. Hvala vsem. S tem je naša razstava odprta, lahko si jo pogledate. Nato pa vas vabim na prigrizek, na prijeten klepet, prijazen klepet, kulturni, pa tudi nekulturni, v narekovajih, seveda naj bo vedno kulturni, da se ne igramo preveč z besedami. Želim pa vsem skupaj, lahko bi pa šla